živijo. Moje ime je Mateja Kalin in sem v bistvu ustanoviteljica Lalikap. Pravijo mi pa kar mama prve slovenske menstrualne skodelice in predvsem imamo pa tudi druge izdelke. V bistvu vse na enem mestu za menstruacijo jaz pravim. Poleg Lalikapa imamo še menstrualne hlačke, pralne vložke in v bistvu vse pripomočke, ki pač pripomorejo k najboljši menstruaciji in da se dobro počutimo v tistih dneh. Veliko ljudi jih še sploh ne pozna, ker je navada železna srajca in je težko preskočiti nekaj, kar si ti navajen, na nekaj, kar, kako pa zdaj to, to je pa kar en lavor, da si dam v, ne. Je pa dejansko navadna silikonska, iz medicinskega silikona skodelica, ki jo v bistvu samo zložimo na pol in ni pravzaprav večja kot tampon in jo tako vstavimo v nožnico, da se ona pozicionira na stene in s pomočjo podtlaka in vaginalnih mišic lepo stoji na mestu in zbira tekočino. Ko se odločimo, da jo bomo zlili ven, damo direkt takole, da se stisne za dno, da ta podtlak popusti, direktno nad stranično školjko splaknemo z navadno plastenko vode recimo in jo damo lepo nazaj noter. In to je vse, kar rabimo v bistvu narediti. Ne rabimo nobene dodatne, na koncu menstruacije samo prekuhamo v vreli vodi in nič drugega zares ne rabimo. Traja pa več let, tako da lahko marsikaj prišparamo. 17 000 vložkov in tamponov gre vsak dan v odtok v Veliki Britaniji. Je pa res, da ne samo, da resnično prišparamo veliko na odpadkih, kot so vložki in pa tamponi, vsakodnevno, ne? Prišparamo tudi veliko na denarnici, ne? Tam nekje 4000 evrov sem izračunala, da se prišpara pri menstrualni skodelici, s tem, da je ni treba potem še v pralnem stroju prati, ne. Tako da ja, se kar splača. Moja zgodba se je v bistvu začela tako, da sem imela nemalo težav z menstruacijo in pa z močnimi menstruacijami predvsem. Zato sem si najraje želela iti v vodo. In na morju, ne, seveda, kam boš dal tisti vložek, kam boš dal tisti tampon, da ne govorimo, koliko je tega v morju. In ko sem ugotovila, da obstaja rešitev, sem rekla, ja, to je pa treba nekako v Slovenijo pripeljati, ker to moramo rešiti, ne, rešiti moramo svet. In na koncu sem seveda pripeljala eno znamko v Slovenijo, ampak ta je imela samo 2 velikosti in meni je pač še vedno puščala. Tako da sem si v bistvu naredila sama svojo skodelico, da sem jo izpopolnila do te mere, da mi ni več puščala, da ima vse 4 velikosti in da lahko pomagam tudi drugim, ne samo sebi. Kot podjetje si seveda prizadevamo za bolj zeleno prihodnost in vse menstrualne produkte imamo za večkratno uporabo. Torej, ne samo, da zmanjšamo tone odpadkov, pri Lalikapu prišparamo tudi več tisoč evrov, ker imamo eno skodelico lahko več let. Tako da, in naša embalaža je v bistvu iz recikliranega kartona in pa zato imamo pri embalažah, recimo, je tudi najbolj zabavno, da vse škatle za transport še enkrat prepakiramo in tako da res nič ne gre v koš dejansko. In opremimo jih pa seveda s tako nalepkico, kjer piše, da sem že uporabljena embalaža. Fun fact je pa tudi, da se v bistvu zares radi vozimo s kolesom, tako da gremo tudi v službo s kolesom in po Ljubljani. Ogromno je še prostora v Sloveniji za izboljšave na vseh področjih. Predvsem pa so tudi močni lobiji, ki jih je pač težko malo premakniti. Ampak kaj lahko naredimo kot posamezniki, še vedno lahko z ločevanjem odpadkov naredimo največ. In če vsak posameznik naredi maksimalno, kar lahko, smo skupaj absolutno močnejši. Zato pri samih odpadkih lahko res veliko naredimo. Mojih 5 nasvetov, kako najboljše izboljšamo odpadke, je, da poskusimo čim več narediti sami doma, da ne kupimo že pripravljene hrane v pakiranju recimo, in pa pri sadju in zelenjavi, na primer, zeljna glava ali pa por, ko ga kupujemo v trgovini, zares ne potrebuje še dodatne plastične vrečke, zato lahko ceno nalepimo kar direktno na por. In pa vsekakor največ pripomoremo s trajnostnimi izdelki, tudi za menstruacijo.
kot so recimo skodelice in tako naprej. In pa predvsem, da se izognemo plastičnim stvarem. Recimo že pri otrocih lahko začnemo z igračami, da jim damo neki izziv, da si ne izberejo najboljšo in pa igračo z najmanj plastike. Tako da jaz mislim, da že pri otrocih lahko začnemo vzgajati za naš ljubi planet.